Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je dvojni magister Roman Vodeb. Kar precej dobro ga že poznate, večkrat smo ga že gostili v našem studiu. Mi dva se v zasebnem življenju tikava, tako da predlagam, Roman, da tako ostane tudi v tej oddaji. V redu. Veliko tem bova odprla, ampak nekako tri so tiste, ki so v tem času kar precej aktualne, recimo dve vseslovenski temi, in sicer referendum o družinskem zakoniku, pa tudi ta migrantska problematika, ki je ta čas zelo aktualna. Delikatna. Ja, seveda je pa aktualno, kar se pa tebe osebno tiče, pa zagotovo tudi igra za odrasle, Lepotica in psihoanalitična zver, ki se bo zgodila v teh koncih zelo kmalu, pa mogoče najprej na to temo kakšno besedo. Torej, v Zagorju bom gostoval v gasilskem domu 12. novembra. To je 12. Četrtek. Potem pa še 28. v Dom svobode v Trbolah. Hrastnik je nekako izvisel, ampak tisti, ki jih to zanima, bodo lahko moje teorije zapakirane v satiro, tragikomedijo, lahko in to duo tragikomedijo, ker veste, da imam jaz solo predavanja, tragikomična, Seks, Freud in jaz. Tokrat bom pa skupaj z igralko Moniko Jekler, ki igra Moniko Bikinski, jaz sem pa tam Sigmund Freudeb. Se pravi, igram sebe oziroma Freuda. V bistvu se sploh ne igram, ampak kar terapiram na odru. Jaz moram reči, da pač malo tudi glumim, malo dramaturško sem svojo igro začinil, zabelil. Prepovedano je to za otroke, ker je zelo pikantno. Tudi ta moja soigralka XXL dobro zgleda, ima tudi te seksualne probleme z moškimi in o tem poskušam v igri probleme, seveda, scenarij sem jaz napisal, vlogo si je malo sama popilila, ker je pač igralka tam iz Medvod. Zadeva je tako dobra, da imamo po Sloveniji razprodane dvorane. Edino v Trbolah, recimo, nisem imel, ker sem lansko leto gostoval. Zadeva je tako fascinantna in toliko ljudi nauči, da se potem pa zgodi, da tisti gledalci, ko vidijo to igro, predvsem ženske, tudi moški, pridejo k meni na svetovanje. Se pravi, me vprašajo za nasvet ali pa imajo probleme, recimo v partnerskih seksualnih stvareh, in mene sprašujejo ali po telefonu, Facebooku ali pa osebno, in pravijo, da so se prepoznali v tej vlogi, recimo, in lepotice in problem tistih moških, ki so s tako lepotico. Tako da jaz vse te psihoanalitične teorije zapakiram v všečen scenarij. Ki traja? Uro in pol. Uro in pol. To bi rekel, uro in pol skorda monologa, ker jaz pa 90% časa pa jaz govorim. Monika mi daje iztočnice. Te izziva tudi, ne? Me izziva, verbalno seveda z izgledom tudi, ker konc koncu ona kot igralka izredno dobro zgleda, zato je bila tudi zbrana. Saj po podobnem izboru smo šli tudi za hrvaški trg, da se tako rečem, hrvaške odre. Tudi tam imam neko Moniko Pušinski, ta Monika je Bikinski, po vzoru Monike Levinski, Bill Clinton pa tako naprej. Tako da zadeva nasmeji in nauči veliko. Moj point je, če ne morem o teh temah predavati. In ne moreš, ne? Seveda, ne pustijo mi predavati. Jaz imam klauzula, kakor nacionalna televizija ni variante, da jaz te teorije predstavim, ker tam feminizem ima vse v šahu in te teorije, psihoanalitične, ki so seksualne, razgradijo feminizem. Nočna mora za feminizem je seksualnost. Ta freudovska, onstran katere seveda obstaja neka tema prepovedana, torej Oedipov kompleks ima en segment, ki se mu reče zavidanje penisa. To je tisto, o čemer se ne sme govoriti v kontekstu feminizma. Jaz sem pa spakiral to v neko satiro, poučno, zelo življenjsko in zadeva je gledljiva. Tebi se je prej v preteklosti, ko si sam predaval, dogajalo, da si imel rezervirano dvorano in... Ja, jaz sem imel abonmajska predavanja o burnoutu, o mobingu, o samozavesti, o marsičem, psihologija dela, psihologija športa. In ko so feministke zvedele, kje jaz to predavam, so šle k direktorici hostla Celica,
kjer sem imel pogodbo za najem dvorane, razprodana v bistvu vsa ta abonmajska predavanja in so izsilili od direktorice, da mi je odpovedala gostoljubje. In jaz sem lepo ta abonmajska predavanja mogel odpovedati. In jaz ne dobim dvorane v najem, ker mi nihče noče dati. Vsi podobno se je zgodilo teli Urški Faler, ko je imela feminilni festival žensk v Cankarjevem domu. Feministke so tako pritisnile na Uršulo Cetinski, direktorico, da so odpovedali ta festival feminilnih žensk. Mislim, to je tak absurd, da ko se bo nekdo začel zavedati, kako te feministke spodletelo upravljajo z družbo, ko bo kdo to doživel, kar jaz doživem, bo treba te feministke enkrat v red spraviti. In jaz jih pač spravljam v red skozi intervjuje, skozi to satiro in tudi skozi predavanja, ali pa mogoče, če imam možnost kakšnega intervjuja, nazadnje vem, da sem govoril o pohodu nakcev na KUM, ne, kar je absurdno, in takrat je pa nacionalna televizija pa prišla mene vprašati, kaj si jaz mislim. Ne. Samo tiste najbolj prepovedane teme, ko nihče ne upa nič povedati, pa pridejo do mene, ne, pa me sprašujejo tiste najbolj pikantne stvari in kdo drug bo, če jaz ne. Dejal si pohod na akcijo na KUM, kar je absurdno, meni je še bolj absurdno, da praktično ni bilo slovenskega medija, menda smo bili mi skoraj da edini, ki nismo o tem nič poročali, ki ne bi o tem dogodku poročal, ki sploh ni dogodek, ne? Ok, toliko je to absurdno, toliko perverzno, da se skoraj splača povedati nekaj kritičnega. Zdaj, jaz pa sem Zasavja, ne, in jaz kolesarim na KUM, ampak iti na KUM mora pobudnik ideje, zdaj žal, če je to Mitja Duh, je pač Mitja Duh, tukaj je moralna pokvarjenost. To je zadnje, kar se sme narediti, gol se sprehajati na poti na KUM ali pa imeti maraton po Trbovljah nak. Mislim, to človek, ki to razmišlja, ima deficit v moralnem razsojanju. Ampak dobiti dovoljenje na policiji za... Vsega ne bo dobil, recimo, če... Na pohod na KUM pa, ne? Okay, je bila prijavljena prireditev in dovoljenje. Ampak, meni je tudi to čudno, tudi to je javna površina. Po ustavi, pa po tej zakonodajah se seksualnost na tak način in biti gol je pač seksualna stvar, to se ne sme dogoditi. Nagi smo mi v kopalnici, pod tušem, na kaki divji plaži na morju, pa pri seksu smo nagi. In ne moramo mi nagi paradirati po cesti, zato ker to fatalno zaznamuje otroški pogled. Tudi če tam v gozdu ni bilo otrok, ta zadeva ne da ni moralno nespremljiva. Gre za to, kako to učinkuje na gledalce, recimo. Pa pobudnik ideje ima spodletelo moralno razsojanje, ni sublimiral pohote, kar normalni ljudje naredimo, tako da to pa je nacionalka, pa vendarle čutila, da kdo drug bo to, če ne Vodeb. In takrat sem bil zadnjič, recimo, na nacionalni televiziji. Ko je pa treba tematizirati referendum, recimo, takrat je pa zadnji, tisti, ki bi dobil besedo, bi bil pa jaz. Ker vedo, da jaz pa nisem, recimo, desno politično usmerjen, nisem v cerkvi, imam pa znanje, skozi katerega jaz lahko sesujem vse njihove argumente, zakaj bi ta novela morala biti v veljavi. No, tega se bova dotaknila. Še, če se malce ostavim pri lepotici in psihoanalitični zveri, dejal si, nekateri potem po dogodku v kasnejših dneh te kontaktirajo, pridejo, so tudi takšni, ki predstavo zapustijo ali sploh takšni ne pridejo, ker že vedo, Roman Vodeb bo tisti, ki bo govoril. Zdaj, naredilo se je že, recimo, Casino Kongo, 320 ljudi. To je rekord vseh rekordov, ne? 12 ljudi je zapustilo. In jaz sem šel slučajno v splet okoliščin do 3 žensk, ki so šle ven, vse 3 samske, ne? In tam določene krute resnice, ki so bile tam povedale, so jih zadelo nekje v srce in se jim je to, doživele so nek odpor. Ne? Ali pa Trebnje, Galaksija. Ne, pride, ne vem, Center za socialno delo, 14 kart so kuple, pa direktorica, kako bi rekel, malce močnejše postave, ne, in tam traktat moj je pač, da ženska, recimo, je fino, če je lepa, kot lepotica ima privilegij v moški želji, da falične ženske niso alfa samice, ker jih nihče ne mara. Zdaj neka direktorica ali pa, ne vem, ministrica, tam je prepoznana kot falična ženska in tam na nek način malce slabšalno govorim o tem tipu žensk, tako izpade, čeprav moj namen ni nič žaliti, ampak podati teorijo in nekdo, ki se vidi v tej teoriji in ko si otipa, bi rekel, oslovska ušesa, ko se prepozna kot malce zmeden, ne, temu
predstava ni všeč, taki lahko doma ostanejo. Sam, če se govori skozi Freuda in seksualnost, potem se ve, o čem bom jaz govoril. Zato otroci ne smejo je to poslušati, se pravi plus 18. Norca se delam tako rekoč, ali pa malce pikro govorim satirično o FDV-jevkah, tam, kjer je leglo feminizma, in če pride feministična ženska na to predstavo, se ji, rekel, meša od besa. Ampak večina se jih pa reži tako, da izkušnja je taka, da to predstavo si rado ogleda ogromno ljudi. In dokler bo tako, bom jaz to imel, svetujem pa tisti, ki so bolj anarcho-liberalno, legebitrovsko usmerjene, doma ostanejo. Seveda, ni potrebno priti na predstavo, ki že naprej veš, da ti ne bo všeč, ne? Ja. Dejal si že malce tudi o družinskem zakoniku, o referendumu, ki bo, mislim, da 20. decembra. Ja. Počasi se bo začela ta referendumska kampanja. Roman, ti si v naši oddaji že takrat, ko se je ta zakon sprejemal v Državnem zboru in tudi sprejel, že malce komentiral, ne, kje so tiste zanke ali pa kje so po tvojem tiste nepravilnosti tega zakona. Pa če bi to malce strnil, kaj je tisto, kar je nesprejemljivo v tvojih očeh v tem zakonu? Torej, protokol sprejemanja novele o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sprejeto s trikom, to je absurd. Ne? Na tak način se tako radikalni zakoni brez javne obravnave ne sprejemajo. Zakaj radikalni? Zato, ker ukinja koncept očeta in matere, koncept tradicionalne družine, ki je temelj človeške kulture in civilizacije. Harmonična družina, če nam ta, karikirano rečeno, crkne, potem nam bojo crknili vsi podsistemi. Mi moramo vedeti, da otrok z vso to psihično trdnostjo nastane v primarni družini. In tam mora biti nežna mati in avtoritativen oče. Ampak ti dve biti, pripadnika rase ali pa vrste homo sapiens, imata ena ključno razliko. Ta dva, moški in ženska, sta genitalno različna. To, da ženska nima penisa, mama, in moški ima organ več, kot se reče v psihoanalizi, to fatalno zaznamuje človeško oziroma otrokovo psihično trdnost, posledica katere pri dečku je moralno razsojanje, spolna želja, spolna identiteta, pa še en zelo pomemben element je v tem kontekstu naliman na vse skupaj, na ta Oedipov kompleks. Tabu incesta. Ne? To je nekaj, kar Fritzl ni imel razrešenega, ker ni imel očeta. Z dvema mamama se to ne da razrešiti. Z dvema očetoma imeti hčerko ali pa imeti sina, se kopica stvari v registru mentalnega zdravja, psihične trdnosti poruši. In otroci, ki bodo posvojeni v isto spolne partnerske skupnosti, bodo nekoč lahko tožili državo. Ker tak zakon ne sodi v nek sistem, v neko državo. In zdaj tisti, ki to vemo, nam mora biti dopuščeno, da to razložimo. Ne? In zdaj ta resnica se pa ne sme vedeti, zato da lahko te legebitrovci svoje frustracije, ker pač niso spolno enaki kot večina, niso heteroseksualno, to spolno frustracijo skušajo realizirati na tako spodletel način, da družba tega ne sme dovoliti. In referendum mora biti dovoljen. Če so že tam tisti ovce dvigovale roko v parlamentu in izglasovali ta absurd. Zdaj ustavni sodniki so pa rekli... Čeprav je šlo netesno, mimo grede 5-4. Zdaj, tisto, kar je bilo tesno, pa, kar je bilo vem, kaj boš odgovoril. Super zame, je bilo to, da so vsi 4 moški bili na strani referenduma, plus še ena ženska, ostale 4 ženske so bile pa proti oziroma za pravice gejev in proti referenduma, češ da so kratene človekove pravice. Ženske razsojajo v takih stvareh po sočutju. Moški pa razsojajo po moralnem notranjem čutu moralnega razsojanja. In to moško moralno razsojanje ima neko ime. Obstaja Lorenz Kohlberg, ki se je ukvarjal z moralnim razsojanjem in povedal, da je žensko moralno razsojanje slabše oziroma da je drugače koncipirano kot moško.
In zato me veseli, da so vsi moški rekli, referendum mora biti, ker manjšina na tak način ne more premagati večino. In se ne morajo absurdno sklicevati na človekove pravice, ker ta 14. člen sploh ne govori na tak način o človekovih pravicah. 14. člen ustave. 14. člen ustave. Ne? Se pravi, ni človekova pravica žensk, da postane oče. To ni človekova pravica. Imajo lahko vse žive pravice, ampak ženska, lezbika ne more zahtevati pravice očetov. Verjetno. Ker je njen vhodni spol v starševanje napačen, ne njena spolna usmeritev. Ne? In to so recimo mogoče tudi z mojo pomočjo, ker enkrat sem pa jaz gostoval z ustavnim sodnikom Ribičičem na nacionalni televiziji in vsi ti sodniki ustavni so gledali to oddajo. Z nekdanjim ustavnim sodnikom, ne? Nekdanjim, pač Ciril Ribičič je nekdanji ustavni sodnik in jaz sem njemu povedal, da analitično sklepanje, če ga ustavni sodniki imajo, bodo referendum dovolili, ker mi ne moramo dedovanje reševati z družinskim zakonikom. No, se to pa nekaj tistih anomalij v veljavnem zakonu, kar bi se pa dalo spremeniti, ne? To, kar si dejal, dedovanje. Vse te pravice, ki hočejo imeti. Če zdaj živita recimo dva istospolna v neki zvezi in zdaj tega dedovanja ni bilo, če partner umre, ne? Pa bolniške. To bi se dalo urediti na drug način, ne? Z drugimi zakoni, z dedovalnim zakonom, ne pa da paradigmo starševstva, pa družine, očeta in mama spreminjeno. In prav tam neka Neža Kogovšek na eleganten način. Bo preko 400 zakonov, 40 zakonov, ne vem, posredno spremenjenih. Ta način je psihopatski. To se ne dela na tak način. To norcu pride na pamet, da na tak način poskuša dedovanje rešiti s spremembo družinskega zakonika. Mislim, to je tak absurd, ki ga nekdo, ki ima moralno razsojanje, z lahkoto opazi. Roman, nekateri zagovorniki tega zakona, ki je bil sprejet v Državnem zboru, pa bo zdaj na referendumskem situ, nekateri zagovorniki pravijo, pa saj tudi v heteroseksualnih skupnostih, ne, v nekem zakonu o družinah živijo otroci v res slabih razmerih, oče, bom karikiral, pijanec, pretepa mamo, pa da tudi v recimo družini, kjer je ženska pa moški, otroci lahko živijo čisto lepo. Kaj jim odgovarjaš? Tako enostavno pa ni. Ne? Nekega pijanca se da sterapirati pa pozdraviti. Ne moreš pa ti še ene mame tako pozdraviti, da postala moški. Ne? Se pravi, v kastracijsko fazo mora dečku vstopati bitje s penisom. Moški oče. Ne še eno brezpenisno bitje, kot se reče v psihoanalizi. Ne še ena mama, ne cela mama, kot se reče. Ne? Se pravi, anatomija genitalij fatalno zaznamuje Ojdipov oziroma kastracijski kompleks. Rodimo se moški takšni, ženske takšne. Ne? In zdaj, ko otrok misli anatomijo genitalij svojih staršev, ta kastracijski del, mora misliti brezpenisno mamo in bitje s penisom, ki je oče. In to mislenje mu ustvarja neko kastracijsko bojazen, ko rečem pri dečku, ne? In kastracijsko preteči mora biti oče kot bitje s penisom. Ne še ena brezpenisna mama. In to zaznamuje miselni otis, mislenje malemu dečku, Freud bi rekel malemu Hansu, zato da razvije moralno razsodnost v odraslosti. Ključni, temeljni biser na kroni moralnega razsojanja, biser je pa tabu incesta. Ne? In zdaj te razvojne psihologinje tega ne štekajo. In pravijo, da so otroci popolnoma enaki, da so delali raziskave. Ne? Zdaj jaz bi rekel, lezbike so delale te raziskave. In oni tematizirajo normalnost otrok. One sploh ne vejo, da ni problem otrok tam do 15 leta. Problem je ta posvojenec, ki bo zrastel po 25, pri 40 letih ta patos ven useka. In zdaj so pa spregovorili posvojenci Robert Oskar Lopez, doktor primerjalne književnosti, rasel je z 2 mamama in v eni točki rekel, jaz ne bom več lagal. Rekel, jaz sem tak čudak, jaz sem postal gej oziroma biseksualec, bil v homoseksualni zvezi, zdaj živim žensko, ne, jaz sem popolnoma zmeden. Ne, jaz sem rad 2 mami, ampak moja psiha je popolnoma drugačna. In on prosi vrhovne sodnike v Ameriki naj ne dovolijo posvojitev. Pa Heather Berwick je pa ženska,
tudi živela v istospolni starševski skupnosti. Ne? In ko ti ljudje spregovorijo, morajo njihovi glasovi veljati kot veto. Ne? Tako kot v farmacevtski industriji, če ima neko zdravilo stranske učinke, tako fatalne, kot so stranski učinki na tega Oskarja Lopeza ali pa Heather Breivik, ta veto mora ustavne sodnike ali pa vrhovne sodnike prepričati, da se tak zakon ne sprejme. Če pa če pa se to naredi, potem morajo pa dati ljudem na referendumu demokratično možnost, zdaj pa, če si boste pa vi izglasovali to norost, jo pa imejte, ne? Pa naj zdaj ljudje odločijo. Se lahko to zgodi v Sloveniji? Ja, tukaj smo nori, da se lahko vse zgodi, ne? Vesolje je neskončno, samo še norost je. Že če ne bo dovolj prišlo na referendum. 340 tisoč ljudi mora priditi, ne? Jaz svetujem, vsi pridite. Od Mavričarjev, Legebitrovcev, Levičarjev do desničarjev, vsi pridite, ne? In če boste izglasovali Slovenci, ne? Da bo ta novela sprejeta, potem si je narod sodbo pisal sam, potem pa naj hudič vse vzame. Če pa zavrne, se pa lahko potem popravi obstoječi zakon, ne? V določenih... Dedovalni zakon se z lahkoto popravi, ne? Čeprav ta Mitja Blažič, ki je poročen s svojim partnerjem, ta je ustavil, ta je torej gejovski aktivist, ta je vložil to ustavno pritožbo in zaradi te pritožbe so takrat levi ustavni sodniki izglasovali, da mora biti zakon popravljen, da je to ustavna pravica, da so mu kršena ta načela človekovih pravic, ne. Drugi ustavni sodniki pa te zahteve Mitje Blažiča ne bi uslišali, ker to niso a priorne človekove pravice, ker on zahteva. Ampak kljub temu, dedovanje je nekaj, ukinjati očeta imamo kot koncept, je pa nekaj radikalno drugega, kot iz drugega vesolja. Ne moramo mi to mešati. Če se to meša, to lahko delajo samo psihopati na tak način. In zdaj, jaz se tudi ukvarjam s psihopatologijo ideologiji in ta ideologija, legebitrovska in feministična, je psihopatska ideologija. In zdaj to jaz upam povedati, ker nimam več kaj izgubiti. Mislim, vse te feministke so vse naredile, sam še atentat name niso naredile. In to je še njihova možnost. Moja moralna dolžnost je, da to povem. In zdaj, če ne gre drugače, grem na oder, grem na satiro, zdaj referendumsko kampanjo bom aktivno sodeloval, bom imel, tako kot sem imel pri prvem družinskem zakoniku, svojo posebno, mislim, sam, one man band bom, ampak hodil bom po zakonu na vsa soočenja, nacionalna televizija, mene bodo morali poslušati. In jaz apeliram na levičarje, ne? Ne more biti politična usmeritev pred pravicami otrok do očeta in mamo. To je tisto moralno razsojanje, ko nekdo daje na vago. Jaz sem levičar, bom glasoval tako, kot mi levica zaukaže. Moralno razsloden človek reče, na tej točki dam pa je moja politično opredelitev stran in bom glasoval po svoji pameti, po svojem srcu, ker čutim, da otrok rabi očeta in mamo. Ne? In tega se morajo naučiti levičarji. Ne biti slepo obogljiv, pa slediti levi ideologiji, ker tudi jaz sem levičar, ampak ko dajem na vago, kaj je moralno prav, me ne zanima moja politična usmeritev. Mene zanima, ali bojo te otroci imeli pravico do očeta in mame. Lahko bi kakšno besedo rekla tudi o tej migrantski problematiki in tudi kaj o tem, da lahko rečemo, da imamo kar precej takšen vtis, neodločno vlado, na nek način predsednika vlade, ki en dan govori tako, drug dan reče drugače, potem enkrat je ograja, enkrat je to neka tehnična zadeva, po drugi strani imamo pa na dveh najpomembnejših represivnih ministrstvih, obrambno ministrstvo pa notranje ministrstvo, ženski. Ja, zdaj je to slabo? Po psihoanalitični logiki, ravno prej, ko sem govoril o moralnem razsojanju in tistem razmerju, 4 ustavni moški sodniki so dovolili referendum, 4 ženske pa ne. Jaz sem apeliral, da žensko moralno razsojanje in ženska odločnost je popolnoma drugače koncipirana. Koncipirana na sočutju, žensko moralno razsojanje. Moško moralno razsojanje pa na pravilno razrešenem Oedipovem kompleksu. Se pravi na tisti kastracijski bojazni, ki jo mora oče naseliti v dečka. In ženska, ko pride na odločilno delovno mesto, ko je treba pokazati odločnost, agresivnost,
testosteron, se pravi, po domače povedano, ko je treba imeti jajca, ženske nimajo jajc. In ko bo treba radikalno reševati to krizo, to lahko Jo bo naredim. treba radikalno reševati, kaj Če bo meniš? takole šlo naprej, mislim, zadeva bo treba malce bolj Orbanovsko reševati. Ne? Viktor Orban, vemo, da je zelo konzervativen, bi rekel, kar radikalni, je zaprl svoje meje in rešil svoj polis. In nič se več o njem ne govori, ne? Kritičnega. Njegova funkcija je zaščititi njegovo državo. Pri nam je prevladala ta ideologija sočutja. Ne? Tisti mrtveci tam, pa otroci in te, ne samo Sirici, ti begunci, te otroke, tam nas mečejo tistim policistom pod noge in naše ženske to vidijo in se jim topi srce, koliko so otroci ubogi. Če bo 100 000 ljudi ostalo v tem žepku, da Avstrija zacementira svojo mejo, bomo 100 000 ljudi... Madžarska ima že tako zaprto, Madžarska, tako in tako. Hrvaška in ne bo sprejela nazaj? Ja, Italija je pa tudi ima Lampeduso, čeprav imajo zdaj neko nov koridor preko Kopra, pa tako naprej, so si že najdeli novo lokacijo preko Italije, Nemčija, ne. Če se enkrat naredi ta žepek, ne, da 100 000 ljudi, beguncev, ostane v tej naši Sloveniji, to bodo Pomendrali, Dobovo, Šentilj, Brežice. In zdaj pa treba pa testosteron, moški testosteron, to ukrepati, ne, in dve ženski tega nista sposobni. Ne. Kaj pa predsednik vlade? Lejte, jaz ga na tej točki ne želim na tak način diskreditirati ali pa ga kritizirati, ker problem beguncev je tako nerešljiv, da zdaj Miro Cerar ne more vsega dreka v friz dobiti. Ne? S tem, da vemo, ne, kaj je tudi Angela Merkel dejala, ne, pa kako se obnaša tudi predsednik Evrope, ne, Juncker. Ne. Lejte, Miro Cerar, po mojem občutku, pa vsem tisti psihoanalizi, ki sem jaz delal na njem, pa recimo jaz sem ga volil, ampak meni je bilo strah, da bo Miro Cerar infiltriral v svojo vlado falične ženske. Ne? Se pravi, te moškinje, kot jim jaz rečem, od leva, desna roka, pol FDV-ja, infiltriranega, dve ministrici ključni, ne? Te kvote, to so same babe tam. Žensko moralno razsojanje je drugačno in Miro Cerar zaradi pač dominantne matere se je pričakovalo, da bo imel ob sebi veliko žensk. Ampak v tem kriznem času ženske niso vir rešitve. Moralno odgovorni moški bodo na eni točki morali udariti po mizi, ker ta kriza se lahko tako nesrečno konča za Slovenijo, da se mi misliti ne moramo. Kdaj pa so ženske vir rešitve? Ko je treba zgladiti vojne spore, ne? Recimo, kot mirovna posrednica bi znala biti pa sočutna, ne? In ona, kadar moškemu useka testosteron ven, ko se a priorno petelini v ringu, bi znala pa ženske pa stvari umiriti, ampak feminilne ženske, ker problem faličnih žensk je tudi njihov sadizem, ne? Se pravi, ravno na tem zavidanju penisa znajo falične ženske zgraditi ta sadizem, ki ga celo na moških izživljajo. Tako da feminilne ženske jaz pogrešam v politiki, ampak politiko se silijo samo falične ženske, te moškinje, ko nimajo stika z nobene ženskostjo. Ne? Tiste najbolj prodorne, ki rinejo neke alfa samice. To ne obstaja, alfa samica ne obstaja. Normalne ženske mi rabimo, tako kot so Indijanci, ko so šli v neko borbo proti drugemu plemenu, ko so odločili, zdaj gremo pa napad, so svoje žene vprašali, če gredo lahko. Ko so žene rekle, ne smete iti, so se umirili, pokadili pipo, drugo rešitev in so drugo rešitev servirali svojim ženam. Ko so žene rekle, ja, to je pa v redu, so Indijanci lahko šli. Feminilne ženske so rešitev za politiko, ne pa te petelinke, ki kirikajo v državnem zboru. Malo se takole razhudim, ker Sirici, ne, ali pa Afganistanci, Iračani, vsi tisti, ki pridejo, so recimo moški in so simbolno kastrirani moški po psihoanalizi. Oni so brez tega organa, s katerim bi se kurčili, ne, brez vsega so. In to jim bo ven usekalo na eni točki. Oni bodo hoteli pokazati, da imajo moč in to falično moč. In ko jim ta simptom ven useka, bodo delali zdrahe, bojo pograbili za orožje. Mislim, to se jim zna zgoditi, zato ker vem, kako fenomen kastracije deluje. Moški, ki nima neke moči, bo vsekal ven na njeni seksualni ravni.
Posilstva so ena stvar, ki se jaz zelo bojim. Ne? In koga bojo? Se ne bojo svoje ženske posiljevali, ampak ženske unih moških, ki imajo moč in oblast. To je ta fantazma, ki jo po psihoanalizi z lahkoto razložim, elaboriram sem, zdaj nimamo časa. Se bom ta po tvojem, kolikor poznaš, ta migrantska problematika zaustavila, ali je to zadeva, ki bo šla naprej svojo pot? Zdaj tudi Nemčija, jih je že veliko sprejela in tudi Nemčija bo enkrat rekla, zaenkrat jih imamo dovolj. Jaz se bojim te psihoze, ki se je naselila po tej Aziji, mali Aziji, tudi Afrika. Mislim, Afričani tam silijo že par let na Lampeduso, pa iščejo poti na boljše ugodju, ne? In ko se prime ta logika boljšega življenja in ko še dobijo povratne informacije, da tam nekje zastonj živijo, vojne ni, ko bubre, kolojo, nič ne dela, pa dobi, ne vem, socialno pomoč in lahko preživi. Na drugi strani pa beda, ko bodo 60 milijonov Afričanov to dojeli, se lahko 60 milijonov usuje v Evropo. Mi moramo drugače reševati problematiko. Se pravi, treba je narediti red v Siriji. Treba jim vzpostaviti državo po enih normativih, kakršne imamo v Evropi, in ti ljudje morajo živeti v svoj polis. Ne? Barbari, to so po starogrški terminologiji ljudje brez države, to so barbari. Ne? In zdaj imamo mi barbare tukaj. Oni nimajo zakonov in ustave, oni se ne držijo nobenih pravil. Oni so izgoreli, se pravi, ko je človek v burnoutu, ne spoštuje nobenih zakonov. Naredi kriminal, ga vest ne peče, ker je v burnoutu. To je nek fenomen, zopet iz psihoanalize bi lahko razlagal. Tako da jaz se bojim, da če ne bo zdaj pa sila tista, ki bo naredila tam zid v Turčiji že, ne? Ker ko pride enkrat sem gor, to ne bomo imeli, ne vem, katero balkansko vojno. Na področju Jugoslavije bivše zaprtih, ne vem, 200,000 ljudi. Pa to si jaz ne predstavljam in nemogoče s to moško psiho, da ne bi počilo. Pa ta islam, mislim, zdaj jaz spoštujem verujoče ljudi, ampak islam, pa ta njihov džihad, mudžahedini, pa to je neka ideologija znotraj muslimanskega sveta, ki je zelo nevarna. Njihov Koran je spozek, krščanska Biblija je nekaj drugega, ampak v imenu Allaha, ne vem, so ljudje ubijali, ne, vse ok, tudi križarske vojne, pa ne vem, krščanstvo je svojo zdrse imelo, ampak ta islamska kultura infiltrirati v nacionalistični predel, tam taki kot je Breivik, ne, on ni osamljen, ali pa recimo pogledati nekega Jelinčiča. Ljudi nasprotna stran, ne? Ker skozi psihoanalizo naj povem, da imamo ljudje dispozicijo psihično, da branimo svojo mamo. Država je pa simbol mame in vsi smo imeli mamo. In nobenemu otroku, dečku, ni bilo fajn, če nekdo njemu kradel mamico in je bes v skladišču. In zdaj ta bes, državljani neke države, ki je simbol mame, lahko ven useka proti tujcem. Tujci so pa tisti, ki so kradili mamico v oedipalni fazi. In vsakemu otroku je nekdo kradel. In to je lahko pa necej nevarno, ne? In vsi imamo te dispozicije in ko se nacionalizem in ksenofobija naseli kot mainstream, se pravi neka glavna ideologija avtohtonega naroda, bo prišlo do vojne z begunci, ki vstopajo in kradejo mamo, ki je simbol države. In to skozi psihoanalizo je zadeva čisto drugačna. Zdaj jaz zvenim konzervativno, ne? Oni liberalci bi pa kar odpirali poti, ne, zakon, tam radio študent ne sme vojska more pomagati policajem, ker jih imamo premalo. Ne? In pa bodeča žica mora biti, oziroma neka ograja, mi moramo zajeziti. Tu lahko, potem pa po naših pravilih, ne? Ok, ampak masa 100,000 ljudi ne bo bogala naših pravil. To maso ljudi je treba dati tam, kjer so oni živeli. Ker nam se bo pol iz Slovenija sesul. Če bomo mi 100,000 ljudi zadržali, ker oni ne poznajo naših zakonov. Oni imajo šeriatsko pravo. Tam se obravnava ženske ko smet. Ne, pa sem jaz antifeminist, recimo. Ampak to, kar se gre šeriatsko pravo v enih segmentih v povezavi z ženskami, to je absurd za našo kulturo. Mi tega ne smemo dovoliti. Ampak ne govorim zdaj kot ne vem, politično opredeljen, pa zvenim konzervativno. Jaz gledam, kako se aritmetična sredina prijetnosti življenja
v enem polisu v Sloveniji dvigne. S temi begunci bomo mi aritmetično sredino prijetnosti življenja in sreče tako znižali, da bo vse glava bolela, ker nismo prej nekaj okrenili. In Miro Cerar je, mislim, v tako zagatni situaciji in ni on vsega kriv. Ja, seveda. Normalno. Tako da situacija je nevzdržna, karkoli on naredi, ne bo dovolj dobro. Zdaj, če ga opozicija spotika, se mu včasih mogoče dela krivica, ker on ima nerešljiv problem. Ampak problem mora reševati pa moški, ne dve ženski ministrici. Jaz upam, da se bo to rešilo v dobro nas vseh. Malce dvomim sicer. Še čisto za konec, še enkrat povabilo v Zagorju v četrtek v dvorani, sejni sobi gasilskega doma Zagorje mesto ob 19. uri. Predstava Lepotica in psihoanalitična zver. Ti si tista zver, Lepotica je pa Monika Jekler, Monika Bikinski. In 90 minut smeha, nekaj resnic. Poučnosti, moški si oči napasejo, ženske postanejo malce zavistne, ljubosumne, ker Monika res dobro zgleda. Ampak, gled, v Zasavju, če sem po celi Sloveniji, pač moram tudi v Zasavju, v Zagorje prišlo na vrsto, še nisem bil z Moniko in tudi v Trbovljah bom gostoval, čeprav lansko leto sem bil, ampak hec je bil, da je bil Miro Cerar čez cesto na svojih predvolilnih skodih in je imel 200 ljudi, jaz pa tam 30. Skratka, vabljeni ste, veliko se boste naučili, nasmejali, pikre resnice, satira, zanimivo bo. Otroci ne stane pa doma. Ja, otroci nimajo stopa. Roman, hvala za obisk v studio, za teh nekaj misli. Hvala ti za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.